Zagotovo ste že slišali za podatkovno bazo ali zbirko. In prepričan sem, da je vaše ime in mnogi drugi podatki o vas shranjeni v več podatkovnih bazah, kot bi si upali predstavljati. Ampak, kaj pa podatkovna zbirka sploh je? Predstavljajmo si, da imam slaščičarno in prodajam svoje izdelke preko spleta. Zagotovo moram beležiti nekje vsaj, kaj sem prodal, kdaj sem prodal, komu sem prodal in koliko. S temi podatki bom lahko ugotovil uspešnost podjetja in kako delati naprej. Kaj se splača prodajati in komu? Te prodajne podatke bi najlažje beležil kot en velik seznam. Morda kar v Excelu. Nek dan Jaka kupi cupcakes in jaz si vse podatke o njem ter o njegovem nakupu zabeležim. Enako naredim za vsakega, ki nekaj kupi. Nekaj časa je vse v redu. Nad tabelo imam pregled in vem točno, katera stranka je kaj kupila. Čez čas pa Jaka spet kupi še več cupcakes. Vendar se vmes preseli v Celje. V tabeli imam zdaj podvojene podatke in vrednosti naslova, ki se ne ujemajo. Torej ne le, da moram ob vsakem nakupu iste stranke ponovno vpisovati vse podatke o njej, še ti zagotovo vedno ne bodo zares pravi. Pri vpisovanju v tabelo pa se lahko tudi po nesreči zmotimo pri zapisu. Ljubljana in Ljubljana bi pomenila dva različna kraja. Pa si zdaj dajmo ogledati vsa Anina naročila. Spet vidimo podvojene vrednosti, dobimo pa lahko več različnih naslovov in več različnih zapisov za Ano. Katera je prava? Težava leži tudi v tem, da imajo moje stranke lahko isto ime in priimek. V Sloveniji obstaja kar nekaj Janezov Novakov, ki se morajo med seboj nekako razlikovati. Ko bo moja slaščičarna imela več 100 naročil vsak mesec, postane tak način organiziranja podatkov zelo nepraktičen. Izdelke lahko pošljem na napačen naslov ali pa celo napačni osebi. Pri izdajanju in pošiljanju računov je to zelo delikatna zadeva. Kako bi se torej lotili te zagate? Rešitev leži v tem, da ne uporabimo enega velikega seznama za vse, ampak ta seznam oziroma tabelo ločimo na več tabel. Podrobneje si oglejmo podatke na seznamu. Ključ do ločevanja v več tabel je v tem, da najdemo tiste podatke, ki se večkrat ponavljajo. Kar velikokrat moramo napisati imena strank. Torej, za začetek je to lahko svoja tabela z vsemi kupci, ki se drugače v naročilih ponavljajo. Tako imamo ločeni tabeli za naročila in naše stranke. Vendar lahko gremo še dlje. Kaj pomembnega se ponavlja še v tabeli naročil? Izdelki seveda. Taka ločitev omogoča veliko lažji pregled nad podatki. Vendar, kako pa bomo zdaj sploh vedeli, kdo je v tabeli naročila nekaj kupil in kaj, če teh podatkov več ni? Podrobneje si oglejmo, kako bi izgledala tabela strank. Spet vidimo Jako, vendar se v tej tabeli ne bo ponavljal. Kakršnakoli sprememba v podatkih stranke je tako zelo lahko izvedljiva. S tem pa še vedno nismo popolnoma rešili težave duplikatov. Na istem naslovu, v bloku recimo, lahko živi več oseb z istim imenom in priimkom. Kako bomo vedeli, kateri je pravi? V takšnih podatkovnih zbirkah ali bazah za nekatere tabele velja, da mora biti vsak zapis, to je vrstica, unikaten. Kot so recimo naše stranke. Zato vsaki stranki ob vpisu v tabelo dodelimo svojo številko, ki ji pravimo primarni ključ. Ta bo unikatno označeval vsak zapis, kar pomeni, da v tej tabeli ne morata biti dva zapisa z enako vrednostjo primarnega ključa. Enako dodamo polje s primarnim ključem še v ostalih tabelah. Ponavadi ga poimenujemo kot ID plus neko ime, ki nam pove, na kaj se ključ nanaša. Pa še besedo o izrazu stolpec. Pri podatkovnih zbirkah imenujemo stolpec v tabeli polje.
S tem ne mislimo posameznega polja v tabeli kot v Excelu, ampak v bistvu del zapisa. Tabela strank ima lahko naslednja polja: ID kupca, ime, priimek, naslov in karkoli drugega bi še želeli o stranki shraniti. Zagotovo ste že za kakšen primarni ključ slišali, pa se tega sploh niste zavedali. EMŠO, številka transakcijskega računa, številka na kartici zvestobe in podobne številke so vse primarni ključi, po katerih se da identificirati prav vas in samo vas. Še vedno pa v tabeli naročila ne vemo, kdo je kakšno naročilo oddal in kaj je sploh kupil. Zato moramo te tabele med seboj nekako povezati. Tabele bomo povezali z uporabo unikatnih ključev, to je ID številk, ki so za vsako vrstico določene tabele unikatni. Na spletni strani Nuša odda naročilo. Obrazec vpiše svoje podatke, ki zapolnijo novo vrstico v tabeli stranke. Nuša je pravkar podala novo naročilo, zato se v tabeli naročila ustvari nova vrstica z njenim naročilom. Da bomo vedeli, da gre za Nušino naročilo, bomo v tabelo dodali polje ID stranke in ga zapolnili z Nušinim unikatnim ključem. V tabeli strank je ta številka primarni ključ. Ko pa ta ključ vpišemo v drugo tabelo, da bi jo povezali, rečemo tej številki tuj ključ. Ta kaže na povezavo zapisa v drugi tabeli. Ustvarjeno povezavo med dvema tabelama imenujemo relacija. Podatkovni zbirki z relacijami pa rečemo relacijska podatkovna baza. Da povemo, da je Nuša kupila torto, bomo v tabelo naročila dodali še eno polje, ID izdelka, in vpisali tuj ključ torte. Izpolnimo še ostale podatke, kot so količina in datum. Takšen sistem povezanih tabel je veliko bolj organiziran in robusten kot preprost seznam. Še bolj pomembno pa je, da tak sistem veliko bolje prenaša velike količine podatkov, ki bi v tradicionalnem seznamu povzročile izjemno počasno delovanje ali celo crashanje programa. Za povezovanje tabel sicer lahko uporabimo kar Excel, ki ima v novejših verzijah vgrajeno orodje Power Pivot. Excel je super pripomoček, ker lahko podatke enostavno prikažemo in obdelamo. Bolj tradicionalno pa lahko uporabimo DBMS-je ali Database Management sisteme. To so programi, ki uporabniku omogočijo upravljanje, torej dostop do baze in spreminjanje te. Primer je Microsoft Access, za katerega morda niste niti vedeli, da ga imate nameščenega. Ta nam omogoča, kot Power Pivot, grafičen prikaz povezav med tabelami. Ampak a opaziš, da so na relacijah zapisane neke številke in nek znak? Temu pravimo kardinalnost ali moč relacije. Več o tem si bomo ogledali v naslednjem videu, zato se ne pozabi naročiti na kanal in lajkati videa, če ti je bil všeč. Da pa ne zamudiš naslednjega, lahko spremljaš tudi mojo Facebook stran Office tečaji.